Spoštovani obiskovalci, gospe in gospodje, dober dan. Lepo popoldne vam želim in vam izrekam prijazno dobrodošlico na tejle pogovorni postaji Slovenskega knjižnega sejma na Gospodarskem razstavišču, kjer bomo naslednjih približno 3/4 ure namenili pogovoru o novem prevodu celotnega Svetega pisma v slovenščino iz izvirnih jezikov, tako imenovani jeruzalemski izdaji, ki je izšla v začetku letošnjega leta pri založbi Družina pod okriljem Slovenske škofovske konference. Gre za uradni prevod Katoliške cerkve v Sloveniji, ki je več kot desetletje nastajal v ekipi odličnih slovenskih prevajalcev in drugih strokovnjakov, ki jo je vodil akademik dr. Jože Kraševec, ki ga pozdravljam kot sogovornika. Prav tako pozdravljam doktorico Ireno Avsenik-Nabergoj, prav tako sodelavko pri projektu in predstavnico Teološke fakultete, ki bo tudi delila z nami nekaj misli o potrebnosti in pomenu novega prevoda Svetega pisma v slovenščino. Dovolite, da najprej kratko predstavim oba današnja sogovornika. Dr. Jože Kraševec je 4-kratni doktor bibličnih znanosti, filozofije, teologije in zgodovine religij in religijske antropologije, sicer tudi predstojnik katedre za biblični študij na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, če naštejem le najpomembnejše ali morda najvidnejše funkcije, ki jih zastopa v Sloveniji. Ima številne mednarodne izkušnje in je splošno priznan strokovnjak na številnih področjih biblične teologije. Študiral je ne le v Ljubljani, pač pa tudi na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu in v Jeruzalemu, pa na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu in na Sorboni v Parizu ter na Katoliškem inštitutu prav tako v Parizu. Že od leta 1980 je strokovno vodil pripravo novega slovenskega prevoda Svetega pisma, tako imenovanega slovenskega standardnega prevoda, ki je izšel jeseni leta 1996. Istega leta je organiziral zelo odmeven mednarodni simpozij o interpretaciji Svetega pisma, ki je bil izveden v Cankarjevem domu v Ljubljani in na katerem je z referati sodelovalo približno 90 strokovnjakov, večinoma iz tujine. Pravzaprav že kmalu po izidu tega standardnega prevoda so se pokazale potrebe za nov prevod, ki je začel nastajati spet pod vodstvom dr. Kraševca kmalu po letu 2000 in je sedaj torej že na voljo kot tako imenovana jeruzalemska izdaja in o kateri bomo govorili danes. No, doktorica Irena Avsenik-Nabergoj, ki jo prav tako toplo pozdravljam med nami, pa je slovenistka, literarna zgodovinarka, univerzitetna profesorica književnosti in religiologije ter religijske antropologije, ki svoje raziskovalno in pedagoško delo opravlja na 3 znanstvenih oziroma pedagoških ustanovah, na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, ki jo tudi danes zastopa, na Univerzi v Novi Gorici ter na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Toliko za kratek uvod, čeprav bi o obeh vajnih življenjskih poteh in strokovnih dosežkih lahko govorili še mnogo. Dr. Kraševec, da vstopimo v temo, zakaj se je že relativno kmalu po izidu standardnega prevoda, torej leta 1996, pokazala potreba po novem prevodu? Verjetno premalo upoštevamo eno okoliščino, ki je vplivala na odločitev, da začnemo pripravljati najprej ekumenski prevod Svetega pisma leta 80. To se pravi, da je zdaj še preko 40 let od tega. In potem leta 2006 novi prevod, ki se imenuje Katoliški po jeruzalemski izdaji. V obeh primerih je spodbuda za prevod izhajala iz potrebe po solidnih uvodih in opombah. To sem jaz sam doživljal v stiku z ljudmi, so kar naprej spodbujali, da se ne morejo pomagati z takratno ekumensko izdajo,
ki se je ponatiskovala vsako leto in je prvič šla leta 1974 v enem zvezku dejansko brez uvodnih opomb. Tisti malenkostnih opomb je tako malo, da se skoraj ne moremo o tem govoriti. Potem pa, ko smo začeli z delom, so se pa začeli pojavljati temeljna vprašanja, kako sploh pristopiti k prevodu, ali naj bo čim bolj točen, ali bolj po meri slovenskega jezika, tu so bila mnenja različna. No in potem naj navežem, da se je drugi prevod začel zato, ker praktično ena polovica sodelavcev prejšnjega ekumenskega prevoda ni upoštevala v celoti dogovora, da mora biti prevod čim bolj točen po izvirniku. V celoti, ne samo glede na besedišče, ampak tudi glede na slog in v vsakem pogledu. Toliko za uvod. Pa predlagam, da gospa Irena Avsenik-Nabergoj je začela sodelovati v zadnjem delu priprave ekumenskega prevoda kot lektorica in od takrat naprej je zaradi sodelovanja v raznih projektih svoje težišče v raziskavah zmeraj imela literarni vidik Svetega pisma, tudi glede na prejšnje razne prevode, ker je to njeno temeljno področje. To se pravi, da je potem razširila svoje raziskave iz splošnega področja leposlovja tudi na svetopismo. Ja, če dovolite še malo še dopolnim, je že profesor Krašovec zelo lepo vse povedal, da tukaj je šlo predvsem za težnjo po bolj poglobljeni razlagi, tudi v opombah, v uvodih, in za neko težnjo po literarnem prevodu, po tako imenovanem literarnem prevodu, kar pomeni, da bi se še bolj dosledno upoštevalo, da se ne prevaja samo pomena, ampak tudi literarne oblike. Literarne oblike niso samo zgolj nek okras, to se pravi metafore, simboli, besedni red, potem ritem, melodičnost jezika, ampak so del pomena in zelo globok del pomena. Jaz sem pri poglabljanju v to, kako naj se prevaja, ker sem bila tako za lektoriranje, pa tudi za stilističen pregled nekako odgovorna, skupaj seveda tudi s drugimi, sem naletela na knjigo Lelanda Rajkna. To je en ameriški literarni kritik, ki je sodeloval tudi pri prevodu uglednega njihovega prevoda Svetega pisma. In on je napisal eno zelo dobro knjigo o kriterijih prevajanja Svetega pisma. In dejansko se povsem ujemajo z tem, kar je profesor Krašovec vzporedno skozi zagovarjal, se približati izvirnemu jeziku, ne samo v pomenu, ampak tudi v slogu. Ne, da bi ga mi poskušali prilagajati razumevanju bralca, ampak da to naredijo opombe. Kdor želi razumeti izvirno metaforiko, izvirne simbole, ki so pač ostali takšni, kot so, samo zelo pomoč opombe, ki so pri katoliškem prevodu seveda veliko obsežnejše kot pri prejšnjih, zaradi tega, ker katoliški prevodi zagovarjajo res zvestobo izvirniku, izvirnemu besedilu, ker na ta način tudi bralcu omogočajo, da ne pride po bližnjicah do nekega pomena, ki je mogoče ni celoten, ker seveda Sveto pismo vsebuje veliko več pomenskih izrazov, veliko ravni pomenov in z neko preprosto razlago, da bi približal prevod, prosto bi prevajali, kakor pač nek prevajalec razume, bi zelo omejili, okrnili nek pomen.
Tukaj so recimo, gre za takšna merila, kot so ohranjanje literarnih oblik in slogov. Ne. Mi vemo, da svetopisanska besedila vključujejo ogromno različnih literarnih žanrov, v osnovi poezijo in prozo, ampak znotraj proze so potem preroški govori, parabole, pisma in tako dalje. Jaz sem v okviru tega, kot je profesor Krašovec omenil, napisala eno knjigo, kjer sem analizirala 130 literarnih oblik v Svetem pismu skupaj s primeri. Tukaj se je že pokazalo, kakšno ogromno bogatstvo, literarno bogatstvo se tu skriva. In Svetemu pismu ni treba nič dodati, ker je to vrhunsko literatura, tudi v literarnem smislu. Jaz sem profesorica prvo za literaturo, ne? In potem še za religiologijo in antropologijo. In čisto z literarnega vidika je to takšno bogatstvo, da se pač ne sme okrniti z nekim približnim prevodom, ki bi se prilagajalo trenutnemu jeziku, ker se tudi jezik bogati, spreminja, a ne, od Dalmatina naprej se je že zelo spremenil. Potem je treba figurativni jezik upoštevati, se pravi zvestobo, simboliki, prispodobam za izražanje duhovnih resnic. Zaradi tega, ker recimo, če so Jezusove besede, jaz sem kruh življenja, ta kruh seveda ni preprosta izjava v hrani, ampak je pač metafora, globoka metafora za duhovno hrano in življenje. In potem ohranjanje večplastnega pomena, zgodovinski, teološki, simbolični, moralni pomen, celotno to dober prevod omogoča, da bralec dostopa lahko do vseh teh ravni brez poenostavitev ali prilagoditev. Potem je tudi neko ohranjanje vzvišenosti, nekega dostojanstva jezika, ne da bi ga popreproščali, ampak da v bistvu že samo besedilo spodbuja nas k meditaciji, k poglabljanju, recimo blagor ubogemu duhu, a ne, in tako naprej. To bi lahko kdo čist drugače povedal, ampak tukaj je neka taka lepota jezika, ki jo je treba ohraniti. Potem ritem, struktura. Tukaj že samo svetopisemsko besedilo vsebuje v mnogih delih, ki si jih je lahko zapomniti zaradi rabe v liturgiji. In recimo, če rečemo v začetku, je Bog ustvaril nebo in zemljo, ne bomo zdaj drugače povedali, in to gre zelo v ušesa, ljudje se to zapomnijo, tako da se mi zdi, da je to se bilo res, tukaj je bilo delo prevajalcev, pa tudi drugih, ki smo sodelovali, lektorji in tisti, ki smo bili odgovorni za slog, da se te stvari preverja, pa čim bolje uresničuje. Hvala lepa. Že iz tega, kar sta sedele predstavila, precej na kratko, lahko zaslutimo, kako precizno delo je prevajanje Svetega pisma. Seveda, eno je zahtevnost in obseg besedila, drugo je pa, če smem temu tako reči, posledica rabe takšnega besedila. Prevod Svetega pisma se ne pripravlja iz danes na jutri, niti ne samo za jutri, ampak za duhovno vzgojo prihodnjih rodov. Omenili smo, da je prevod nastal iz izvirnih jezikov. Doktor Krašovec, vi ste vodili to ekipo, v bistvu cvetobera slovenskih jezikovnih mojstrov, ki te jezike še obvladajo, govorimo o hebrejščini, aramejščini in stari grščini. Nam lahko na kratko predstavite, kdo vse je sodeloval pri projektu in s kakšnimi vlogami? Ja, v prevodu v tega jeruzalemske izdaje nas je bilo nekoliko manj, kakor v prevajanju ekumenske izdaje. Nekateri so že pokojni. Zelo mi je žal, da se je zgodilo, ravno ko smo končali prevod jeruzalemske izdaje, potem pa začeli s sklepnim usklajevanjem, sta umrla dva prevajalca. En je Janez Zupet in Milan Holc. Zlasti Milan Holc, ki je v Rimu predaval na
v teološki šoli minoritskega reda, se je zelo poglabljal bolj lingvistične vidike in je prevzel kar nekaj knjig, zahtevnih, recimo že drugo Mojzesovo knjigo, ali pregovore, male proroke, take zahtevne knjige, tako da je dobro, da se spomnimo obeh pokojnih. Od živih imamo tudi sestro Snežno Večko, ki je prevajala del Stare zaveze, potem Marija Carmelo Palmisano, za Novo zavezo pa predvsem Maksimilijan Matjaž in Milan Špelič. Res sem recimo eno od pisem prevedel, to je pismo Rimljanom, ker profesor Rebula, ki je bil sodelavec v prvem prevodu, ni mogel več sodelovati zaradi let, ampak sklep je bil, da za razliko od ekumenske izdaje, ki je imela v prevodu nekaterih knjig uveljavljeno načelo tako imenovane dinamične ekvivalence, besedilo v takih primerih čim bolj spravimo v sklad z izvirnikom, zato smo morali potem kar skozi iskati takšne sodelavce, ki so to načelo čim bolj upoštevali. Je pa pri tem zanimivo vedeti, zakaj je mogoče dilem, kako prevesti kakšen pojem, že tu začnemo, večji kakor običajno pri modernejših tekstih. Hebrejščina ima v celoti nekaj čez 8000 besed, se pravi hebrejščina biblične svetega pisma, od tega okrog 3000 korenov. Če bi danes šli štet, recimo slovenščino, še bolj pa pri kakšni angleščini, koliko besed imajo najobsežnejši slovarjih, najbrž pridemo na 100 000. Kaj zdaj to pomeni? Tudi moderna hebrejščina ima najbrž najmanj 50 000 ali pa tudi morda 100 000 besed. Zakaj? Zato, ker so bili Izraelci, potem ko so ustanovili državo in uvedli hebrejščino kot uradni jezik, prisiljeni staro hebrejščino razširiti na vsa področja modernega življenja in delovanja. In zato imajo posebne akademije, recimo celo samo za področje vojne imajo posebno akademijo, ki tuhta, kako iz starih korenov narediti nove izraze, da bi lahko v hebrejščini izrazili čim manj uporabe tujk, vsa področja. No in kaj se zdaj dogaja, ko prevajamo to staro hebrejščino, ne samo svetopismo, tudi druge starejše tekste v hebrejščini, to so razne apokrife, da ugotavljamo, da bi imeli skušnjavo, da nek izraz, ki pokriva več pomenskih vidikov, prevedli z enim od teh vidikov. Recimo, jaz sem si na začetku tako zamišljal in je to bil razlog, da sem se začel ukvarjati z pojmom pravičnosti, ker sem vedel, da je to eden centralnih pojmov, v domnevi, da bom lahko iz konteksta razbral, katere druge izraze mi lahko v slovenščini uporabimo za pojem pravičnosti. In rezultat te raziskave, večletne raziskave je bil, da je najboljše ostati kar vedno pri pojmu pravičnosti. Kajti takoj, ko vzamem nek drug vidik, sem nevarnosti, da zožim ali pa na svojo subjektivno logiko določim pomen in ni rečeno, da je najboljši. Potem pa, ko sem začel gledati
kako je v najstarejših prevodih grščini Septuaginti, potem Vulgati, pa drugih novejših ritmov, zlasti v angleškem prevodu King James Version, da so tam tudi se prevajalci odločili, pri Septuaginti je bilo 70, od tu ime, 70 prevajalcev, da ohranijo enotnost izrazoslovja, drugič enotnost besednih zvez, potem pa slog, da ostane istim, paralelizem v poeziji, to se pravi iskanje razmerja med dvema stihoma in podobno. To je potem bil razlog, da smo imeli tudi sestanke, seminarje. V novejšem obdobju pa smo svetopismo, prevod svetega pisma imeli kot glavni projekt v raziskovalnem programu, ki ima zdaj naslov, in to ravno dr. Irena Avsenik najbolj to vodi, vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji, kar pomeni, da tradicija pride v poštev ravno v uvodih in opombah. In v opombah je treba zajeti celotno zgodovino tradicije od antike do danes, zato je zelo zahtevno, da standardne prevode pisati opombe. In glede na to, da niso vsi sodelavci bili izobraženi za celotno obdobje od antike do danes ustrezno, da bi opombe pisali tako, da bi bili čim bolj usklajene, smo se rajši odločili za prevod opomb, v tem primeru iz Jeruzalemske Biblije, ki ima najslavnejše opombe danes na svetu, zato ker sta jih pripravila za to izdajo v eni knjigi najbolj kvalificirana profesorja francoske biblične šole v Jeruzalemu, za staro zavezo Roland Devaux in za novo zavezo Pierre Benoit, ampak jaz sem se dogovoril z založbo Sol v Parizu, ki izdaja francosko izdajo, da smo lahko opombe prirejali glede na naš prevod. Hvala lepa. Doktorica Avsenik Nabergoj, tudi več lektorjev in jezikovnih svetovalcev je sodelovalo skozi leta pri nastajanju tega novega prevoda. In tudi z vašega področja dela bi seveda lahko našteli kar nekaj vprašanj, zanimivih tudi za splošno javnost. Morda izpostavim samo enega, kako spreminjanje, živost slovenskega jezika vpliva na prevajanje svetopisanskih besedil, ki imajo brezčasen pomen. In v tem, kar ste že omenili, da ostanemo oziroma ohranjamo zvestobo izvirnim literarnim slogom. Ja, najlepša hvala. Ja, zdaj, če pogledamo v teh 30 letih od zadnjega prevoda, se jezik ni toliko spremenil, no? Sam jezik, da bi bila zaradi spreminjanja jezika potreba kakšna po novem prevodu. Ampak če pa pogledamo spreminjanje od Dalmatinovega prevoda svetega pisma naprej, pa vidimo zelo veliko razliko. Mnogo besed, ki jih je Dalmatin v 16. stoletju uporabljal, zdaj zveni seveda arhaično in jih bralec več ne bi razumel. Tako da živost jezika je seveda tukaj zelo pomembna. In tudi to je razlog, da so se prevodi potem vrstili, ker osnovni namen pa je tudi, da je to Božja beseda. Za vsakega vernika je to navdihnjena Božja beseda, ki se po eni strani ne sme nič spreminjati v razmerju do izvirnika, po drugi strani pa mora seveda upoštevati jezik, ki se nenehno razvija. Zdaj, seveda, od 16. stoletja naprej se je tudi naše besedišče verjetno bistveno obogatilo, kar verjetno dopušča tudi, da so potem naslednji prevodi zdajle še bolj precizni. Medtem ko pa, če pogledamo recimo
primerjavo s King James Version v Angliji, tam pa je že davno, tam je pa že leta 1611 nastal prevod, ki pa še do danes ohranja veljavo, ker je angleški jezik seveda že prej bil tako razvit, da je že to svetopismo vsebovalo vrhunsko literarnost, tudi vrhunski prevod, ki je še do zdaj ostal tako aktualen. Tako da tukaj seveda so veliki izzivi in zato so bili tudi potrebni, kot je že profesor Krašovec povedal, sestanki usklajevanja med prevajalci, lektorji in predvsem je imel pa tukaj glavno vlogo akademik profesor Krašovec, ki ima že po naravi izjemen čut za slog in tudi to rigoroznost znanstveno, da pač preverja, ali je to zvesto izvirniku ali ne. Tukaj res mora biti ena oseba, ki te stvari dejansko vidi in tako dobro pozna, da seveda takoj opazi metafore, takoj opazi vse. Se pravi, prevajanje svetega pisma, pa tudi lektorsko delo sploh ni lahka naloga, zahteva ogromno znanja. Ker če recimo nekdo ne pozna literarnih oblik, ni seznanjen z literarnimi oblikami, ki so v svetem pismu, ali pa z metaforami, ne pozna paralelizmov, ne pozna antitez, bo mogoče narobe, napačno odločitev sprejel. Tako da tukaj je najbolj varna pot res zvestoba izvirniku in potem imamo res srečo, da imamo profesor Krašovca, ki je kar 2 prevoda nam Slovencem dal. Mislim, da kaj takega ne bomo več doživeli, jaz gotovo ne, tudi mlajša generacija težko, in da je tudi znal povezati vse te prevajalce, lektorje, da so predano delali, mnogi tudi kar brez želje ali pa da so se odpovedali plačilu, ker so dejansko videli, da to delajo nekako z nekim višjim namenom. Tukaj bi seveda lahko še veliko govorili, ampak seveda Če smemo skočiti, kristjani verjamemo, da je sveto pismo Božja beseda, torej navdihnjeno besedilo in pravzaprav tega ne verjamemo samo za izvirnik, ampak lahko rečemo, da so navdihnjeni tudi dobri prevodi. Še zlasti, če jih uporabljamo potem tudi v bogoslužju, kot ste že sami omenili in sicer. Morda se dotaknemo vseh dosedanjih prevodov, ker smo o tem že nekaj, ste sami spregovorili o tem. Namreč izid jeruzalemske izdaje svetega pisma, torej novega prevoda v slovenščino, je pospremila tudi samostojna izdaja krajše študije dr. Krašovca o okoliščinah vseh dosedanjih celotnih prevodov svetega pisma v slovenski jezik, torej od Dalmatina naprej. Dr. Krašovec, lahko na kratko predstavite, poveste, koliko je bilo torej teh celostnih prevodov v slovenščino in kateri izmed teh prevodov so bili najbolj vplivni? No, to je ta knjižnica tukaj, ki je ilustrirana. Tukaj imamo 7 celotnih prevodov svetega pisma predstavljenih na kratko in z fotografijami vseh teh prevodov, tudi najbolj pomembnih spremljevalnih publikacij. To je neke vrste razstava, taka prenosna razstava. Do tega je prišlo po božji previdnosti, bi rekel, profesorica za prevajanje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Nike Kotjančič, me je povabila, da bi napisal en članek, en zbornik o prevajanju, prevajanje svetega pisma skozi obdobja. No in potem se mi je zdelo, da bi bilo to smiselno še malo dopolniti in dodati posebni knjižici, da bi imeli vedno
pred sabo te celotne prevode in bi na ta način imeli tudi bolj osebno odnos do naše zgodovine razvoja slovenskega jezika, ki je dejansko izhajal iz prvega prevoda Svetega pisma in se razvijal v neko višjo literarno raven. In zdaj prvi prevod, mi vemo, da je izšel celotni prevod, ne, v eni knjigi 1584, to je tako imena Dalmatinova Biblija, ampak od 1555 naprej od Trubarjevega prevoda je nastalo več delnih prevodov. To je tudi ena slika v svetovnem merilu. Če danes recimo štejemo celotne prevode Svetega pisma v raznih jezikih, pridemo na približno 1000, če pa štejemo tudi delne prevode, pa pridemo na 3 do 4 tisoč. To se pravi, da večina narodov prevaja najprej samo nekatere knjige, ker večinoma prevajajo za liturgično rabo in v liturgiji so najbolj pomembni evangeliji, psalmi, pa še katere knjige. In potem samo, ko čas dozori, pride do tega, da nek narod dobi celoten prevod. Ko smo mi 96. leta izdali tako imeno ekumensko izdajo celo z uvod in pombami, mi je en profesor iz Petersburga, ki je bil na simpoziju, rekel, da ne more skoraj verjeti, kako nam je to uspelo, ko Rusija, ki je tako velika, ne uspe spraviti toliko specialistov skupaj, da bi izdali celotno svetopismo. Verjetno je to posledica te prejšnje ideologije, ki ni dopuščala, da bi se razvijali takšni strokovnjaki. No in potem se je zgodilo, da so nekateri nemški slavisti na nek način se hoteli odkupiti temu, kar se je zgodilo v drugi svetovni vojni v razmerju do Slovanov, Pokoli in tako dalje. In so se odločili, da izdajo v zbirki Biblija Slavika faksimile vseh starejših prevodov Svetega pisma. In takrat sem jaz predlagal urednikom, da bi vključili tudi slovenske prevode, najstarejše, ki so nastali pred Dalmatinovo Biblijo. In tako smo dobili zdaj komentirano faksimilno izdajo 2006, ki je išla z Nemčije, v zelo večjem formatu, tako da imamo tudi tisto na voljo, ker nekateri delni prevodi so skoraj izgubljeni. No, potem pa je prišla protireformacija, ker protestantov skoraj ni bilo, katoličani pa niso imeli takoj strokovnjake za prevajanje, so uporabljali Dalmatinovo Biblijo, to je znano. Na 200 let so precej uporabljali Dalmatinovo Biblijo tudi katoliški duhovniki. No, potem pa mi dobimo prvi katoliški prevod, ki ga je organiziral Japelj konec 17. stoletja. Potem naslednji, drugi Wolfov prevod, to je potem tretji, to je konec 19. stoletja, to je potem tretji celotni prevod. Potem imamo iz leta 1914 Hraskov prevod, protestantski, to je Poljak oziroma Čeh Hraska, se je preselil v Slovenijo in se naučil slovenščine do te mere, da je za protestante prevedel celotno svetopismo. To je potem četrti, potem pride mariborski prevod iz leta 1958-62 v 4 knjigah, ki pa ima tudi uvode in pombe, ko že Wolfova knjiga. Wolfova Biblija v 6 knjigah ima uvode in pombe iz neke nemške predloge. Medtem ko mariborska izdaja ima pombe še iz prve izdaje Jeruzalemske Biblije, čeprav to nikjer ne piše.
No, potem pa imamo mi dva vmes še Stritarjev prevod, nekateri ga šteje kot celotni prevod, nekateri ne. 1996 ekumenski prevod Svetega pisma, ki smo ga mi pripravili, in zdaj ta katoliški kot 7., ki je izšel letos pomladi kot 7. celoten prevod Svetega pisma. Je pa, tu se mi zdi zelo umestno povedati, da nam je uspelo uskladiti sistem, ki smo ga dograjevali ves čas priprave prejšnjega in tega prevoda. To se pravi poenotenje besedišča, da ni temeljno besedišče prevedeno v raznih knjigah z različnimi izrazi, potem poenotenje besedišča zlasti za takšne stvari, kot so daritve, glasbila in podobno, za katere ni razloga, da bi bili prevodi različni, besedne zveze, potem citati iz Stare zaveze, Nove zaveze in tako dalje, tega je ogromno. To je na nivoju prevoda, drugo je pa na nivoju komentiranja v uvodih in v opombah. No, in to je za eno osebo tako ogromno delo, da je zelo dragoceno, če najdeš še koga, ki je pripravljen tu sodelovati. In zdaj vidim, da imamo tukaj eno dragoceno sodelavko, ki je trenutno v službi še dolgo pri Glasbeni matici, ki je celotni prevod v enih 5-6 letih bila pripravljena prebirati prav pod tem vidikom kontrole enotnosti sistema. No, in tako nam je uspelo poenotiti sistem tudi ne samo v samem prevodu, ampak tudi v opombah. Recimo že sistem kratic, da se povsod uporabljajo iste kratice, potem citati v besedah ali v besednih zvezah, je pomembno se odločiti po nekih pomembnih kriterijih, kaj se stavi po konci, kaj ležeče in podobno. In potem je takih elementov ogromno. In do ta velik obseg, ker imamo knjigo skoraj 3000 strani, si lahko predstavljamo, kako tega pride. In potem, da ni dovolj ena faza usklajevanja in korektur, ampak več. Mi smo prišli do 7 takih faz. Na začetku je Kanborgoli popravkal, potem je pa za vsako fazo nekoliko manj. Zdaj, če bi želela, to je Lucija Pavlovič, kaj povedati iz te izkušnje, bi bilo dragoceno. Hvala lepa. Doktorica Avsenik Nabergoj, kot smo slišali uvodoma, vi delujete na več raziskovalnih in pedagoških ustanovah in imate zato razmeroma dober pregled nad razvojem znanstvenih disciplin v Sloveniji. Kakšen pomen menite, da bo imela oziroma bi si ga želeli, da bi ga imela nova izdaja Svetega pisma zlasti za teološko stroko na Slovenskem, seveda pa tudi za prevajalsko in jezikoslovno stroko? Ja, najlepša hvala za to vprašanje. Jaz imam res na teološki fakulteti 6 predmetov predavam in med njimi so recimo tudi vpliv Biblije na kulturo, potem pa svetopisanski motivi, se pravi ženske v Svetem pismu, literarni interpretaciji ali pa resnica v Svetem pismu in literaturi za pač to diplomsko, pa magistrsko, pa doktorsko stopnjo. In tam se s tem prav posebej ukvarjam z vplivom Svetega pisma na kulturo. Mi vemo, da so svetopisemske pripovedi, simboli, metafore osnova številnih literarnih del, od srednjeveških epov do modernih romanov.
da so ključne teme v vizualni umetnosti, v glasbi, arhitekturi. Mi smo peli Bachov Janezov Passion, to je seveda na svetopisansko besedilo. In seveda Michelangelo, vsi poznate Sixtinsko kapelo, vrhunska umetnost je pač navdihnjena s Svetim pismom. Sveto pismo je vplivalo na etiko in zakonodajo. Principi Svetega pisma so oblikovali družbene norme, zakonodajo od 10 zapovedi do moralnega temelja, kot moralnega temelja do sodobnih debat o pravičnosti, odpuščanju in človekovih pravicah, potem jezika, ne? Tudi besedne zveze, kot so recimo dobri Samarijan ali pa bloditi v puščavi, to so že del vsakdanjega govora. Ljudje jih čutimo, kaj pomenijo, ampak so prenesli svoj pomen iz originalnih svetopisemskih kontekstov. Kako pa pri študiju, ne, samem to ste vprašali, teologije, ne, seveda, že zdaj se novi prevod uporablja pri vseh seveda teoloških predmetih, kjer služi kot primarni vid za raziskovanje verskih idej, za zgodovino, cerkveno zgodovino, jezik, etiko. Recimo v eksegezi se uporablja, ne, tu gre za interpretacijo svetopisemskih besedil, se pravi, študenti analizirajo posamezne odlomke, jezikovne posebnosti, zgodovinski kontekst, literarne oblike, naprimer prispodobe in tako naprej. Potem v dogmatiki, tukaj gre za proučevanje temeljnih verskih naukov, kot so stvarjenje, odrešenje, eschatologija na podlagi svetopisemskih virov. Potem moralna teologija, se pravi, raziskuje etična vprašanja, kot so pravičnost, milost, odpuščanje, družbena pravičnost, ki vse temelji na naukih Svetega pisma. Potem zgodovina cerkve, spet se svetopisemski teksti uporabljajo za raziskovanje zgodovinskega razvoja cerkvenih naukov. Potem liturgika, tukaj gre za proučevanje uporabe svetopisemskih odlomkov v bogoslužju, kot so berila, molitve, pesmi, povsod je torej Sveto pismo temelj v vseh teoloških predmetih in seveda novi prevod že predstavlja temelj. To pa seveda ni samo na področju teologije pa teološke fakultete, ampak tudi za literarne vede, recimo moja prva izobrazba so literarne vede pa umetnostna zgodovina. In tukaj na obeh področjih vidimo, da seveda se Sveto pismo primerja s mitološkimi tradicijami, kot so sumerski, grški, hindujski miti, recimo v zgodbi o vesoljnem potopu, pa se primerja Noetova barka z epom o Gilgamešu. Potem študentje lahko raziskujejo na področju literarnih ved univerzalne teme, kot so greh, odrešenje, žrtvovanje, ljubezen. Tukaj recimo Shakespearjeva tragedija ali pa Goethejev Faust, ne. Danes je imela ena študentka Romeo in Julija, analizo te tragedije, ne. In čeprav Shakespeare, pravzaprav ne vemo, ali je bil katolik ali ne, ni se toliko opredeljeval, ker v takratni Angliji so bili v manjšini katoliki in je protestantizem bil v večini. Pa vendar smo videli to pojmovanje duhovne ljubezni, ki premaga smrt, da tukaj že vidimo tudi, recimo bi lahko primerjali s to, kot je visoke pesmi, ne, ljubezen močna kot smrt. In se pravi, navdihovalo je Sveto pismo res vrhunske literate, vsi vemo za Božansko komedijo, ne, ima 550 bibličnih mest. Dantejeva Božanska komedija. Je tudi imel en študent prejšnji teden predstavitev, je samo pekel predstavu. To je bilo krasno, ne, kako smo uživali, kako smo to gledali, ampak kakšno poznavanje Svetega pisma, kakšen odnos do Svetega pisma so imeli ti avtorji, da so taka vrhunska dela poglobljena napisali. Potem na področju literarnih ved imamo intertekstualnost, neko metodo, ki je zelo pomembna v zadnjih desetletjih. Čisto znanstvenega vidika nas zanima, kako avtorji uporabljajo svetopisemske motive, prispodobe, zgodbe v svojih delih. Naprimer, zgodbo recimo o egiptovskem Jožefu sem jaz natančneje obravnavala v Svetem pismu.
In potem v literaturi, naprimer Thomas Mann, nemški pisatelj, je napisal tetralogijo, zbirko 4 knjig, 4 romanov. 10 let je pisal to tetralogijo Jožef in njegovi bratje. Kako so podoživeli to biblično zgodbo avtorji, kako so jo po svoje občutili in kako so jo približali ljudem, ne, na svoj način. Ne. Po eni strani so se malo odmaknili, po drugi strani pa so približali besedilo. Zdaj potem tudi v filozofiji so pomembni svetopisemski teksti. Za proučevanje vprašanj o človekovem obstoju, dobrem in zlem. V psihologiji, recimo zgodbe svetega pisma o Jobu se uporabljajo tudi za raziskovanje čustev in tako naprej. Zdaj pa seveda tudi, če pa pogledamo, koliko je pa resnično potem lahko uporaben ta novi prevod tudi v šolah, recimo v srednjih šolah, si pa mislim, da tudi zelo. Recimo, kaj lahko že zdaj, jaz imam 4 otroke, ne, 2 ste zdaj v osnovni šoli, 2 ste že na fakulteti, ampak recimo, mogoče bi za srednje šole bilo recimo že z tega vidika, ne glede ali so otroci verni ali ne, razumevanje kulturne dediščine, kako se razvijajo, pač te svetopisemska besedila ponujajo vpogled v razvoj starodavnih civilizacij, ne, Mojzesova postava, ne, družbene norme, pravni sistemi, potem pri predmetu slovenščine. Tukaj gre za razumevanje literarnih oblik, teh metafor, simbolov, to že tudi otroci, že v osnovni šoli se učijo te simbole, metafore, v srednji šoli pa sploh. Tudi povezava z literarno tradicijo, recimo, kakšen je vpliv na literarna dela, kot je Božanska komedija. Potem pri etiki in filozofiji, tudi na srednješolski ravni, učenci lahko razpravljajo o vrednotah, kot so pravičnost, odpuščanje, milost, ljubezen. Potem pa pri tujih jezikih, ne, gre tudi za to, da se tukaj spodbuja jezikovna in kulturna zavest, lahko se primerja slovenski prevod z angleškimi, nemškimi, latinskimi različicami, tako da je to zelo, zelo veliko možnosti, pa se mi zdi, da se včasih tega niti ne zavedamo, ampak je res upanje, da bi vsaj en delček teh možnosti številnih izkoristili. Ne. Hvala lepa za številne pobude, ki ste jih dali. Verjamem, da bo vsaj kakšna prišla do realizacije, si se želim, tudi precej obiskovalcev je slišalo vaš glas in Sveto pismo bo prišlo na številne knjižne police po slovenskih domovah, tudi po šolah in drugih vzgojnih ustanovah. Ker smo se že približali zaključku našega srečanja, samo še zadnje kratko vprašanje. Doktorica Avsenik Nabergoj, vi ste omenili odnos, torej kakšen odnos so s svetopisemskim besedilom kot virom vzpostavili določeni pisatelji, ustvarjalci, ljudje nasploh. Nekdo je nekoč izjavil, da je Sveto pismo ljubezensko pismo, ki ga je Bog poslal ljudem, in torej zaživi v ljudeh šele, ko mi, bralci, vzpostavimo odnos s to Božjo besedo. Zato bi vas, doktor Kraševec, kot vodjo tega projekta, izzval z vprašanjem, kater del, kater stavek, katera misel Svetega pisma se je pa vas skozi življenje najbolj dotaknila in vas spremlja skozi tako osebno kot znanstveno življenje. Nisem toliko razmišljal o tem, kateri del bi izbral za ta ali oni namen, razen ko je šlo za novomašno simboliko, da sem izbral izraz iz psalma: ti si moj Gospod, reče, zame ni brez tebe. Ampak to nekaj pove. To je ključ za razumevanje Svetega pisma, za razliko od vseh drugih, tudi zelo znanih del, recimo antike, vlasti antike, pa tudi kasnejšega obdobja, vse do danes, celo kakšnem, recimo, budizmu. Da Sveto pismo, to je tisto, kar je mene vedno bolj prepričevalo, da sem na vprašanje, koliko sem zadovoljen s svojim poklicem in podobno, odmeraj rekel, da
100%, da česa boljšega si sploh ne moram predstavljati, kot to, da mi je bila dana milost raziskovanja Svetega pisma. Ker Sveto pismo ne govori samo o resnici na kozmični ravni, tudi ne samo o raznih vprašanjih na družbeni ravni, ampak predvsem o osebnih človekovih vprašanjih. In to imamo zlasti v takšnih knjigah, kot so preroki. Recimo, da vzamemo kakšnega Izaija, potem modrostni literaturi, psalmi še posebej kot molitev, da Boga doživljamo kot osebno bitje, da verjamemo, da Bog recimo v molitvi ali v branju Svetega pisma lahko stopi v našo dušo, da smo v pravem življenjskem dialogu z Bogom in na ta način pridemo v pravi življenjski dialog tudi do svojih najbližnjih in končno do vseh ljudi, da verjamemo dobesedno, kaj piše na koncu poročila o stvarjenju, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi. To je največja dragocenost Svetega pisma, da pričuje o osebnem odnosu Boga do človeka in ljudi, vlasti prerokov do Boga, in da ko beremo Svete pismo, verjamemo, da je to branje posebne vrste, da ob branju dobimo Božji navdih in da tudi na ta način lažje rešujemo najrazličnejše izzive. In bi potem končal, da vsi poskusi, da bi izbral ne vem kaj, neki izraz posebne vrednosti, so vodili k temu, da je celotno Sveto pismo tako dragoceno, da ne bi jemali iz konteksta karkoli, ampak vsako stvar, če že izberemo kakšen stavek, ga vzamemo v kontekstu celote. Pravi, da Sveto pismo kot celota govori o enem Bogu, ki je začetek konec vsega, pa tudi v enem človeštvu, v eni cerkvi, da smo v Bogu vsi združeni kot ena družina. Hvala lepa. Ta spodbuda naj nas pospremi v nocojšnji večer ali pa do stojnice založbe Družina, kjer boste lahko kupili nov prevod Svetega pisma. Seveda prijazno se vsem zahvaljujem, ki ste poslušali tale naš kratek pogovor. Še posebej srca se po imenu založbe zahvaljujem obema gostoma, akademiku profesorju dr. Jožetu Krašovcu in profesorici dr. Ireni Avsenik na Bergoj za vajin čas in besede, ki ste jih podelila z nami. Hvala lepa in nasvidenje. Hvala vam.